Povejte nam, gospod Koprivc, kako gledate zdaj na ta Janšev odziv na vašo pobudo? Ne parafraziral je anti-Hitlerja, Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko in ne bolj srbsko ali nemško in jo bomo spet, zato odpeljite si trubače v svoje ruske dače, tukaj bo po naše, tukaj je naš dom. No, poglejte, ta odziv je ponovno popolnoma v Janševem slogu, sovražen, nestrpen in na vsak način neprimeren. Bi pa rad še enkrat povedal, da samim dogodkom harmonikašev absolutno ni bilo popolnoma nič narobe. Je pa Janez Janša in slovenska desnica ta dogodek izkoristil za razdvajanje in še več, uporabil je celo parafrazo Hitlerjevih besed: naredite to deželo spet slovensko. Jaz bi rad poudaril, da je Ljubljana od nekdaj slovenska in da v Ljubljani imajo domovinsko pravico vsi, morda tudi tisti, ki so prišli od kje drugje in živijo v Ljubljani in pač ustvarjajo skupno življenje. Kaj pravite na ta očitek, da je Janez Janša parafraziral izjavo Hitlerja? Kaj pravite na to? Mi se bomo v Slovenski demokratski stranki v mestni občini odzvali z umikom te točke. Jaz osebno sem izredno razočarana, da danes tu ob meni ne sedi kdo od mestnih svetnikov, ki je to izjavo oziroma ta predlog podpisal. Gospod Janez Janša je po mojem mnenju enostavno povedal, kar so želeli povedati več tisočglava množica. Odziv je bil izjemen na ta harmonikarski shod. Kot gospod Koprivc pravi, nobenemu nismo želeli nič, vendar pa s tem, ko parafrazirajo to izjavo, s tem oni razvajajo Ljubljančane, Ljubljančanke, Slovence in Slovenke. Še nekaj bi opozorila. Gospod Repe je v svoji knjigi S puško in knjigo na strani 24 povedal, da je ta Hitlerjev izrek ni bil tako izrečen in zato se, bom rekla, manipulira s to izjavo in enostavno želi diskreditirati gospoda Janeza Janšo ravno pred volitvami, kar poznamo že v preteklih desetletjih, kako se je to delalo, in mi smo enostavno proti temu, da se ta ideologija, oziroma to, kot oni pravijo, poveličevanje ideologije, ta sklep umakne. Kaj pravite na to? No, poglejte, absolutno, še enkrat, tak izrek je absolutno neprimeren. Treba je odreagirati, čim se pokaže najmanjša podobnost oziroma primerjanje z Hitlerjem. In nedopustno je še enkrat, da Janez Janša iz lepega dogodka, ki se je dogajal v prazničnem decembru, razdvaja državljane in državljanke Republike Slovenije in hkrati še vleče neko analogijo z nacizmom in fašizmom, ki so prinesli Sloveniji in svetu veliko gorja. To je nedopustno in neprimerno današnjega sveta in sodobne Evrope. Na drugi strani bi pa rad povedal, da Janez Janša, ki je poln ust besed o tem, kako dela za slovensko glasbo in tako naprej, hodi na koncerte ustaša oziroma neonacista Thompsona, kar pa je absolutno nesprejemljivo in problematično. V Ljubljani pa je bilo v letošnjem decembru več slovenske glasbe kot kdajkoli prej. Tako da tudi teza, da v Ljubljani ni slovenske glasbe in so samo trubači, absolutno ne drži. Zagotovo je bilo v Ljubljani veliko slovenske glasbe. Mi smo dobili ogromno opozoril meščanov in meščank, da so bili trubači enostavno preglasni. O tem smo že govorili tudi v vašem studiu. Zadeva je bila zaključena, vendar pa gospod Koprivc je pozabil, da je bilo 4. novembra 2022 na skupščini Organizacije Združenih narodov osnutek resolucije o prepovedi oziroma o nepoveličevanju nacizma in neonacizma, pa ga slovenska vlada oziroma slovenski parlamentarni prostor takrat ni podprl. Tako da tukaj je govoriti in mešati, bom rekla, hruške in jabolke, in kam je gospod Janez Janša šel, zgolj politični manever tik pred volitvami, in tega si v Slovenski demokratski stranki ne bomo dovolili. Gospa Babnik, prosim, samo ena krajša replika. Kot prvo, ne drži, da ste bili vi proti trubačem, namreč, ko se je glasovalo o tem sklepu v mestnem svetu, je svetniška skupina SDS glasovala proti temu, da se prepove trubače. Tako da to je prva laž, ki jo izrekate. Druga laž, da bi slovenska vlada glasovala
proti sklepu o poveličevanju nacizma in fašizma absolutno ne drži. Še več vam bom povedal. Naša poslanska skupina Socialnih demokratov je v času druge Janševe vlade predlagala, da bi se tudi v Sloveniji prepovedalo poveličevanje in uporaba simbolov nacizma in fašizma. Ampak takrat žal za to ni bilo potrebne večine v državnem zboru. Žal pa vi, slovenska desnica, predvsem Slovenska demokratska stranka SDS z Janezom Janšo na čelu, vse prevečkrat kaže simpatije do ravno te ideologije. Konec koncev se je to izkazalo tudi z metodami vladanja v zadnji Janševi vladi. Seveda moram jaz temu oporekati. Zagotovo mi ne poveličujemo nacizma. Mi smo, kako bi rekla, mi enostavno zagovarjamo demokracijo, naš predsednik Janez Janša to tudi, vi pa vlečete neke zgodovinske stvari, ki ne pašajo v ta kontekst. Gospod Janez Janša se je udeležil tega shoda zgolj iz tega, da bi podprl slovensko glasbo. Nobenega od vaših politikov, ki so bili tudi povabljeni na ta shod, ni bilo in sedaj ideologijo, ki jo vi sedaj odpirate s tem, zagotovo ne moremo sprejeti in točka dnevnega reda na ljubljanski seji, ki bo 2. februarja, je popolnoma nepotrebna zaradi tega, ker imamo v Ljubljani ogromno drugih težav, kot so pomanjkanje zdravnikov, kanal C0, ponovno plačane parkirnine, stanovanja, namembniška stanovanja za ljudi, ki delajo, enostavno preveč, da bi ena taka točka dnevnega reda sploh spadala ali pa se uvrstila na dnevni red mestne seje. To je popolnoma nesprejemljivo in mi bomo seveda glasovali za umik oziroma potem pa bomo razpravljali, ker po vsej verjetnosti umik ne bo izglasovan. Še kako nujno je razpravljati o teh nevarnostih sodobnega fašizma in nacizma. Namreč povsod po svetu se ponovno rojevajo te ideje in žal, ponavljam še enkrat, izjava Janeza Janše na dogodku, ki bi moral združevati Slovence, je dejansko bila nevarna in je predvsem unesla med ljudi ogromno razdora. In ponavljam še enkrat, Ljubljana je odprto mesto in Ljubljana ne bo dovolila, da bo Janez Janša govoril, kdo ima v mestu heroj Ljubljani domovinsko pravico in kdo ne. Pa vas vprašam drugače. Zakaj bi imel večjo domovinsko pravico nekdo, ki trguje z orožjem, kot nekdo, ki je kot žrtev vojne prišel v Ljubljano? Temu zopet oporekam. Spet, gospod Koprivc, nekako navajate dejstva ali pa neke misli iz vaših prepričanj. Vi ste rekel, da bomo obsojali nacizem in fašizem. Rekli ste, da boste obsojali fašizem in nacizem. Jaz vam pa moram oporekati to, da ste se klanjali pred velikim človekom, ki je v času komunizma bil kriv za mnoga zatiranja, pobijanja, za mnoga morišča, ki so po Sloveniji in ste povedali, da ste ponosni nasledniki komunistov. Če bi vi oziroma izogibali se nacizmu, fašizmu in komunizmu, potem bi mi nekako še razumeli. Ker pa nikakor ne pometete pred svojim pragom, nas pa obsojate nacizma, neonacizma in fašizma in tako naprej, tega seveda absolutno oporekam. Ko boste vi ne 9. maja rekli, ravno prej ste rekli, da je to mesto heroj, ko boste na gradu peli slovensko himno in ne Hej brigade, ko boste v Dražgošah imeli slovenske zastave in ne zastave našega agresorja Socialistične federativne republike Jugoslavije, potem bomo mislili, da ste vi resnično želite izogibanja vsega tega, kar nam očitate. Zato prosim, gospod Koprivc, sem povedala, da najprej pometite pred tistim, kar imate za pomesti. Na nek način ste priznali, da simpatizirate z nacizmom in ga enačite z antifašizmom, kar je nesprejemljivo. Socialni demokrati imamo tukaj zelo jasno izoblikovano stališče. Socialni demokrati smo antifašisti, socialni demokrati se z velikim ponosom udeležujemo vseh teh prireditev, ki pač spominjajo na pomembne bitke v času druge svetovne vojne, ko smo premagali skupaj s partizanskimi borkami in borci največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. In na to smo ponosni, tega ne skrivamo. Vi in vaši
vaš predsednik pa hodi na shode Thompsona in Ustašev. In na to mi niste odgovorili. A to se vam zdi, da je delo za slovensko kulturo in za slovenske nacionalne interese, da se podpira nekega pevca, ki jasno in nedvoumno zagovarja ustaštvo in nacifašizem. To je zavržno in sramotno dejanje in ja, ponosni smo na antifašistično tradicijo in ponosni smo na Ljubljano, ki je odprto mesto, svobodomiselno in bo vedno sprejelo vsakega, ki bo prišel v to mesto in bo dobro mislil in delal v skladu s pravili. Še replika in končamo. Seveda, vi trdite svoje, jaz bom trdila svoje. Leta 1991 se je Slovenija osvojila, vi še vedno trdim. Poveličujete vse oblike komunizma, ki je naredilo slovenskemu narodu izjemno veliko hudega in grdega in ne bom dovolila, da boste vi blatili in omadeževali ime našega predsednika, gospoda Janeza Janšo, in danes ste v tem najinem soočanju ničkolikokrat omenili njegovo ime, zato da se v javnosti zopet oblikuje neka neprimerna oblika ali struktura našega predsednika. Dobro. Ja, poglejte, mi poveličujemo še enkrat antifašistični boj in smo zelo pazljivi in zelo dosledni do vseh poskusov ponovnega obujanja fašizma. In zato bomo tudi v prihodnje, ko se bodo take zadeve dogajale, opozarjali. Bi pa rad še eno stvar povedal, da bo na volitvah zelo jasno se videlo, katere stranke, ki smo danes tudi sedeli v mestnem svetu, se pravi stranke aktualne koalicije in Liste Zorana Jankovića, ki zagovarjajo svobodo, odprtost, demokratičnost na eni strani, na drugi strani pa stranke Janeza Janše in njegovih satelitov, ki pa zagovarjajo očitno Slovenijo, ki se zgleduje po nacizmu in fašizmu. O tem bomo odločili na volitvah, kar je več kot samo o tem, kakšno vlado bomo imeli. Vi pa dosledno zagovarjate komunizem. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta.